Pozdravljeni, cenjeni gostje in vsi tisti, ki nas boste tako ali drugače poslušali. S tokratno razpravo odpiramo vprašanja, ki zadevajo v zadnjem obdobju intenziven govor o tem, da današnji čas intenzivno kliče po inovacijah. Sicer nam utegne razvoj klecniti. Ali kot je zapisal eden naših današnjih najboljših in najvidnejših ekonomistov, profesor dr. Jože Pedamjan, da niti ne vemo več, kako bi si ustvarili več visoko kvalificiranih delovnih mest, ki temeljijo na znanju in so utopiki tehnološkega razvoja. Ob vsem tem pa naj ne bi spregledali, da je digitalna preobrazba na pohodu, ki pa aktivira drugačne prijeme, razmisleke in drugačen mentalni koncept funkcioniranja, kot smo ga bili vajeni do zdaj. No, in kako se te spremembe odslikavajo na polju dela, raziskovanja, poučevanja in tudi na širše družbeno okolje. Današnji gostje imajo in so dobri poznavalci teh sprememb, saj jih spremljajo in doživljajo v svojem neposrednem delovnem in siceršnjem okolju. Naj jih najprej predstavim. To je profesor dr. Jože Pedamjan z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, doktorica Mojca Benčina z Kemijskega inštituta, Aljoša Domjan je inženir IT tehnologije, dr. Anže Zupanič z Nacionalnega inštituta za biologijo in dr. Peter Klepec z Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Še enkrat lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Skratka, vse razprave, bodisi politikov, strokovnjakov, znanstvenikov, raziskovalcev, ocenjevalcev dela, se kot stalnica ocen pojavljajo potreba po inovacijah in tako naprej. Kako v bistvu vi to doživljate? Lahko kdo pove? Kakšne so vaši občutki, kakšne so vaše pomisli, asociacije, kakorkoli? Mogoče jaz začela, ker sem Mojca Benčina. edina ženska v tem krogu, razen vas seveda, kot voditeljica. Pri nas, glede na to, kakšna je trenutno razvojni trend, če hočemo ostajati v ospredju znanosti, pravzaprav se konstantno srečujemo z inovacijami. Se pravi, ni toliko vezano na pritisk, mora biti inovacija kot taka, ampak nas pravzaprav znanost sama sili v to, da delamo nove stvari, da pravzaprav ne ponavljamo tega, kar je bilo že odkrito, ampak pravzaprav iščemo nove niše, tako da je pravzaprav znanost sama usmerjena v to, da če hočeš biti prepoznaven na nekem področju, pravzaprav inoviraš konstantno. Večji problem, in to je verjetno bomo izpostavili vnaprej, je pa pravzaprav, kaj pa s temi inovacijami naredimo. Namreč jaz mislim, da znanost slovenska generira, osebno mislim to, ogromno odličnih inovacij, ki pa pol kasneje končajo v predalu. Še kdo na to temo? Mogoče, če jaz dodam samo... Ja, profesor Damjan. Ja, se pravi, kar se tiče same inovacije in tako naprej, seveda je Slovenija relativno dobra, nekje v sredini EU držav. Problem je pa komercializacija tega, in tukaj smo izjemno slabi. Ker v bistvu v Sloveniji se v bistvu težko pohvalimo s kakšno res takšno prebojno inovacijo, ki je imela tudi komercialni uspeh v svetu. Zelo malo je recimo startupov, ki so bili prodani za recimo velike denarje, tako kot je recimo bil Skype iz Estonije in tako naprej. Tukaj nam nekako manjka in upam, da bomo pozneje kaj več o tem spregovorili, predvsem to podporno okolje, ki omogoča v bistvu komercializacijo inovacij. Tukaj na tem bi morali delati, ampak mislim, da smo kakšni 25 let prepozni. Ja, to je zanimiva konstatacija. Poglejte, tudi že mislim, da v prvem mandatu je predsednica Evropske komisije Lajnova rekla, da vi znanstveniki kar ogromno znate, samo ne znate s tem znanjem nič zaslužiti. A zdaj je recimo boom na teh govoru o inovacijah kot posledica tega. Aljoša Domjan. Ja, se moram prav malo smejati. Tipična izjava politika. Znanstveniki nikoli v zgodovini niso bili komercialni in to je ena njihovih najboljših lastnosti.
Problem nastane, ko okolje okrog znanstvenikov pravzaprav ni pripravljeno jih sprejeti njihovih odkritij, jih pretvoriti v nekaj komercialnega. Problem Evropske unije kot celote, ker danes pravzaprav se ne moramo več pogovarjati samo o Sloveniji, ker smo premajhni, pa je, da enostavno nima okolja za te preboje, za inovacije, nima zelo jasne strategije. Ima jasno strategijo, kar se izobraževanja tiče. Tako da mi imamo še danes v svetovnem merilu recimo najboljše matematike, fizike, mikrobiologe in podobno, ki pa potem še nekako mogoče pridejo do kakšnega inštituta, naprej pa nekako ne gre več, zato ker podjetij, investitorjev in konec koncev tudi Evropske unije, ki je, ne smemo pozabiti, da je največjih evropskih, če ne celo največji evropski investitor v nove tehnologije in v razvoj, potem se ne zgodi nič, ne. In okolja mi nimamo, ne. Enostavno nimamo okolja, ki bi bilo sposobno te stvari zintegrirati in spraviti na nek višji nivo. No, mogoče se zdaj zadeva nekoliko odpira. Včeraj smo slišali, a ne, da se bo na Institutu Jožef Stefan odprl tako rekoč kvantni bazen. To so seveda tehnologije, ne, ki so v ospredju nekega razvoja. Doktor Klepec, vi ste hoteli nekaj povedati, ne? Ja, nekaj mogoče zelo nasplošno. No, jaz bi se pridružil obema kolegama, kar sta do zdaj izpostavila. In mislim, da je treba majčkeno še dodati zraven temu, ne zaradi tega, ker bi hotel njiju dopolniti, ampak zaradi tega, ker gre za nekaj, kar je res temeljnega značaja, ne. Že moja predhodnica recimo poudarila, da znanosti brez inovacij ni. Jaz sem sam filozof, a ne, in v filozofiji je natanko isto, ne. Filozofija je kaj? Je enostavno ukvarjanje s koncepti in ustvarjanje novih konceptov. Se pravi, filozofija ni samo to, kar so zdaj 2500 let razni modreci govorili, ampak gre za to, da enostavno ustvarimo koncepte, s pomočjo katerih je mogoče misliti, ne. In čeprav je bilo dosti govora o tem, da je filozofije konec, ne, je danes zlasti z umetno inteligenco, z digitalno revolucijo, biološko revolucijo, po moje čas zopet res močno za filozofijo. Ampak tukaj nočem samo teh svojih barv na nek način braniti, ne. Gospod Domjan je zelo lepo poudaril, da v bistvu na nek način gre za to, da pravzaprav znanost kot taka, ne, nikoli ni podjetje, nikoli ni enostavno, znanstvenikom je treba pač prepustiti, da delajo tisto, kar najbolj znajo. In tisto, kjer vsaj po moje, in tukaj se ne bomo strinjali najbrž z večino, kjer je pa res problem, je pa problem Evropske unije in tega res preveč uporabno, ciljno nastrojenega razmerja do znanosti, a ne. Od znanosti se pričakuje, zdaj takoj mora dati rezultate, nekaj mora biti uporabno, dajte nekaj, da bo res takoj ciljno, ne. In se tukaj na nek način opušča temeljno raziskovanje, kar je zelo narobe, a ne, in se zanaša recimo na pretekle dosežke. In to je na nek način tudi logika, ki je zelo podobna umetni inteligenci, ki na nek način bazira na vsem dosedanjem delu celotnega človeštva, če lahko tako rečemo, ne. In v Evropski uniji je dostikrat, tako mi vsaj kolegi govorijo, ne, dostikrat pride do tega, da pride do enega brainstorminga, kjer je treba v zelo časovno omejenem času neke briljantne ideje proizvesti, ne. Recimo, v 5 minutah morate pa zdaj ta koncept, pa oni koncept, pa to se vrže v zrak, zdaj bomo pa neki in bo. Ampak kolikor se lahko iz tega na nek način norčujemo in kolikor je to resnično problematično, je pa dejstvo, da vse to temelji na tem, kar je bilo vloženega dela, ne. Ti ne moreš ene briljantne ideje iz klobuka potegniti v 1 minuti, če nisi prej dneve, ure, leta, recimo, delal na nekem področju in to poznal, a ne. To pa je mogoče samo, če se enostavno
dopusti, omogoča temeljno raziskovanje. No, to je moj point. In to je tisto okolje, ki je na nek način stimulativno za znanstvenike. In tega, gospod Domjan je rekel politiki, ampak še širše, tudi te upravljalci znanosti enostavno ne razumejo in noče razumeti. In to je pa velik problem. Zdaj pa, če še kot filozof sam še pripomnim, recimo na mojem področju se zelo opaža, da je enostavno preveč radikalno kritične zastavitve enostavno niso zaželjene. Tega se poskuša na razne mehke načine znebiti. In mene, recimo, kad enega državljana, mene to zelo skrbi, ker recimo to ni neko okolje, ki bi bilo pripravljeno se soočati z zelo drugačnimi pogledi ali pa tudi s pogledi, ki celotno to perspektivo ali pa novorek, če že hočete, ki ga je zelo velika, postavljajo pod vprašaj. To je za mene stimulativno okolje. Ja, saj poglejte, profesor Damjan je rekel, 25 let približno smo odzadaj, zamudili in je treba zdaj to, pogojno rečeno, nadoknaditi. Ampak jaz bi želela, da odgovorite ali pa komentirate neko podatek, ki se je zgodil recimo pred, 80 leti oziroma razvoj. Ta sociolog Steve Fuller, vi, profesor Klepec, vi ga najbrž poznate, pravi, da so bili največji preboji v znanosti, da so se zgodili v času kreativne destrukcije. Sama beseda, kombinacija zelo dosti pove. To se je recimo v Združenih državah zgodilo takrat, ko je izdatno financirala znanost. In pravi, da zgolj tržno povpraševanje ne vodi več kot toliko in zgolj samo do dobrih izboljšav obstoječih stvari. In če že omenjamo te inovacijska okolja, velja seveda omeniti tudi Silicijevo dolino kot meko inovacij. In do tega položaja je prišla, ker je imela takrat na voljo veliko financ ameriškega obrambnega ministrstva, ker je bila čas hladne vojne. Vendar, pri tem, pravi Fuller, je pa pomembno upoštevati tudi dolgotrajen odnos z Univerzo Stanford in pa Tehnološkim inštitutom MIT-ja. In takrat je bil teoretik politike do znanosti, to se pravi državnik, državni uradnik, Vannevar Bush, ki je tudi leta 1945 izdal knjigo Znanost, neskončna meja. In to je postalo potem nek temelj za ustvarjanje nacionalnih politik in financiranje znanosti in on je s sodelavci imel veliko vizionarskih razmišljanj in ob finančnih injekcijah je Silicijeva dolina postala tako rekoč raj za libertarno podjetništvo. Se pravi, gre za konstatacijo nekih okolij, kjer se tako pač analitiki pravijo, ki so seveda porodila to, kar je potem postalo nek vzor. Saj veste, mislim, tudi Kitajci so hodili v Silicijevo dolino in so rekli, mi bi tudi nekaj takega imeli. Celo en naših predsednikov je rekel, naredite mi Silicijevo dolino, pri nas kakorkoli že. Pa me zanima, kako vi to? Ja, profesor Damjan. Jaz sem dodal, kar je bilo povedano, oziroma še komentar na to, je predvsem to, da brez vloge države tukaj seveda jasno ne gre. Se pravi, tukaj imamo zelo jasno evolucijo tega, kar se je dogajalo do zdaj, tudi recimo obstajajo knjige na to temo, kako je v bistvu vlade oziroma javno financiranje in pa spodbujanje inovacij in komercializacije inovacij, kako je bilo pomembno v bistvu za razvoj tega. In se pravi, večina interneta in tako naprej, večina teh stvari, ki jih danes poznamo, pa ki jih imamo recimo v vseh teh sodobnih gadgetih, se pravi telefonih, računalnikih in tako naprej, ne bi bilo, če ne bi bilo, se pravi, pred tem, če ne bi bilo odkritje, pa recimo oziroma razvoj tega zelo močno podprto se strani vojaških izdatkov, recimo ZDA in drugih držav. Prva Silicijeva dolina na svetu recimo je bila v Izraelu v 60. letih, kjer so v bistvu zaradi
potreb izraelskega vodstva, takrat močno financirali razvoj določenih seveda tako softverskih rešitev, kot pa tudi produktnih rešitev. In potem druge so samo kasneje, oziroma ameriški Silicon Valley je zgolj v bistvu neka civilna verzija tega. Tako da v bistvu zaradi tega je Izrael danes tehnološko tako močno razvit, kar tudi kaže nažalost v tej vojni, nesrečni vojni v Gazi. Potem recimo dajmo primer s Kitajskem pokazati. Kitajska naredila ogromen preskok v zadnjih 15 letih. Če gledate recimo podatke, še 2010 so bile ZDA recimo po izdatkih za raziskave in razvoj pred Kitajsko. Danes je Kitajska dvakrat pred ZDA, sedaj po deležu izdatkov. Potem pa je pomembna tudi ta aplikacija tega. Razlika je predvsem tem, kot je povedal ta predhodnik oziroma prejšnji podpredsednik največje tovarne na svetu za proizvodnjo čipov, TSMC-ja, je povedal, recimo, kakšna je razlika med ameriškimi in kitajskimi znanstveniki in pozneje aplikacijo. Povedal je recimo, da so Kitajci izjemno močni, tudi v bazični znanosti, temeljni znanosti, ampak potem pogledajo, katere ideje so tiste, ki so bolj uspešne, ki jih najdejo, v bistvu oni pogledajo, kaj se objavlja trenutno v znanstvenih revijah in potem v bistvu tiste ideje, ki nekako preživijo to prvo sito kritike med samimi akademskimi kolegi, na to se potem fokusirajo kitajski znanstveniki. Potem pa pride pa vloga države tukaj. Kitajska država je tukaj izjemno propulzivna, glede tega, recimo zdaj, ko smo imeli ta problem s čipi konkretno, se pravi, ko je ameriška vlada prepovedala najprej izvoz čipov, teh najboljših čipov, recimo 5 nanometrskih, 3 nanometrskih v Kitajsko in potem še tehnologije za proizvodnjo čipov s strani evropskega podjetja ASML, so se Kitajci potem fokusirali na proizvodnjo čipov. In kaj so naredili? V bistvu vlada je ogromna sredstva vložila prav v to, se pravi v razvoj čipov in pa orodja za proizvodnjo čipov. In to so šle ogromne milijarde v to smer in seveda podjetja, ki so dobila te subvencije, so se fokusirala na to in seveda so se povezale z univerzo, se pravi s tehničnimi univerzami, kjer to znanje je. In na ta način so tudi bile uspešne in so v bistvu v nekaj 2-3 letih v bistvu so dohitele razvoj, za katerega je recimo evropsko podjetje ali druga podjetja so rabile recimo desetletje in več. Tu je izjemno pomembna ta vloga države. In mi enostavno pri nas smo bodisi premajhni ali pa tega ne razumemo. Prej ste omenili še ta primer Squash, se pravi v bistvu to, kar je bilo včeraj na inštitutu Jožef Štefan, se pravi ustanovitev centra za razvoj kvantnega razmišljanja, kvantnih rešitev, tako naprej. To je izjemno pomembno za Slovenijo, ampak problem je, ker bomo mi ostali na nivoju temeljne znanosti, medtem ko so Kitajci objavili čez vikend, da so v bistvu z kvantnimi računalniki že uspeli dešifrirati najmočnejše kode. Tako da v bistvu Kitajci so na tem področju daleč pred vsemi. Mislim, super je, ker se mi ukvarjamo toliko s temeljnimi raziskavami in da smo tukaj izjemno dobri na vseh področjih, ampak problem je, da mi potem tega nikako ne znamo aplicirati. Ali pa je mogoče moj problem tem, ker jaz sem ekonomist in mi ekonomisti smo bolj aplikativni, se pravi, mi prodajamo na trgu storitve, se pravi, poskušamo biti aplikativni, medtem ko za druge znanosti, mogoče, oziroma druge vede, mogoče to ni tako značilno. Ampak pri nas potem manjka nekaj vmes, se pravi, nek posrednik, ki bi znal te ideje, ki so v bistvu tudi v praksi uporabiti, ampak tu mora biti vizija države. Država mora biti vizijo, na tem področju hočemo biti najboljši. Če pogledate tale tracker oziroma sledilnik najboljših tehnologij na svetu, ki ga spremlja avstralski inštitut ASPI, tam so identificirali 64 kritičnih tehnologij na svetu. In pogledali so na podlagi znanstvenih objav na posameznih področjih, katere države, raziskovalci iz katerih držav so najmočnejši na posameznih področjih. In odkrili so, da so na 57 področjih izmed 64 na prvem mestu Kitajci, kitajske univerze in inštituti. Pri 7 kritičnih tehnologijah so na prvem mestu Američani, Evrope ni, nobene evropske države ni med prvimi 2 državami, kjer bi bili Evropejci najboljši. Zato, ker v Evropi manjka ta čut za aplikativnost, aplikabilnost teh raziskav.
super, če kakšen članek objavimo, ampak potem seveda, če bi bila pa podpora države, ne, da rečemo, mi pa zdaj se bomo fokusirali zgolj na, recimo, ali pa naša prioriteta bo, recimo, bodo kvantni računalniki oziroma ali pa umetna inteligenca in bi to namenili recimo 1 milijardo evrov, potem bi se seveda tudi slovenski znanstveniki v to usmerili, ker bi bile te raziskave financirane in kasneje seveda bi država tudi lahko zagotovila prek skladov, ne, da bi podjetja v bistvu se lotila komercializacije teh odkritij. Ampak pri nas enostavno seveda tega fokusa ni, ne, se pravi, mi financiramo vsega pomalo, vse je podhranjeno, recimo, no, nikjer pa potem nimamo prioritete, kaj je pomembno in kaj bo pomembno v prihodnje, ker tudi nimamo za državo, nimamo vizije razvoja, recimo 2050, tega ni. No, se je to zanimivo, ne, ste uporabili besedo, a ne, vizija. Seveda, mora potem recimo zato, da se ustvari neko okolje, priti do neke sinergije, a ne, med recimo vami raziskovalci in pa recimo okoljem oziroma državo kot tako, ki bi mogla imeti neko vizijo, ne. Tu ste tako malo kritični, a ne, kako, ne. Najbrž pa omenili ste recimo neke prebojne te vede, a ne, ki bojo zapečatile ali pa vodile zdaj to 21. stoletje. Tu imamo doktorja Zupaniča, vi ste biotehnolog, ne, in za biotehnologijo pravijo, da bo vodilna veda, ne. In pa recimo to, kar vi, doktorica Benčina, delate, a ne, povezavi, ne, kemija, biokemija z medicino, ne, tu, kjer ni več toliko vsakega posameznika, ne, ki bi v laboratoriju nekaj delal. Kako pa vi to doživljate? Ja, doktor Zupanič. Ja, mislim, najprej se bom strinjal, no, pač biotehnologija, biologija v splošnem pač definitivno naslednjih 15-20 let, to je ena izmed ved prihodnosti, no. Zdaj, trenutno, kako se pri nas v bistvu dogaja, ne? Mi smo v osnovi raziskovalci, v osnovi pač delamo svoje raziskave in do inovacij prihaja pri nas organsko. Mi nismo bili postavljeni na ta svet, no, zato, da bi inovirali, zato, da bi se pravzaprav gospodarstvo jačalo, ne. Pač mi smo tukaj za osnovi za temeljno znanost, ampak prihaja do ogromno nekih inovacij. Prihaja in na vsake toliko časa se potem zgodi, da je kakšna tudi komercialno zanimiva in pač mi na našem inštitutu smo imeli v zadnjih letih pač recimo dva spin-offa, eden ima trenutno 70 zaposlenih. Zdaj to ni to, o čemer je profesor Damjan govoril, ne. Torej pač to je več ali manj nivo, kjer lahko naše inovacije nekaj prispevajo gospodarstvu, ne. Ampak tudi dejansko ni neke hude motivacije, ne. Torej ni nekega okolja, ki bi nas motivirali. Zdaj, to okolje je lahko tako, da država res reče, da obstajajo neke prioritete, v njih se bo veliko vlagali, ne. Ampak v bistvu tudi ni nekega takega okolja, ki bi rekli, no, vsak inštitut, ne, pač mora imeti možnost in se v bistvu od njih zahteva, da na vsake toliko časa pač pripelje eno veliko inovacijo v komercializacijo, ne. Pač tega pravzaprav ni, ne. Zdaj mi sodelujemo s precej različnimi podjetji, več ali manj sodelujemo tako, da mi rešujemo njihove majhne težave. Redko imamo povezavo, ki bi bila res strateška, ne. Tako da bi podjetje reklo, mi bomo v naslednjih 20 letih delali XX, vas smo identificirali, ne, kot glavno razvojno organizacijo, ki boste tole in tole za nas delali, ne, pač ne za nas, pač v partnerstvu, ne. Teh res trdnih povezav pač nekako pri nas ni, delno tudi, bom jaz rekel, ker v bistvu mislim, da ni dovolj zaupanja med gospodarstvom in med akademskim svetom, pač. Ko jaz zvem za kakšne probleme, ki jih imajo recimo naša farmacevtska podjetja, ne, je to bolj po naključju, kot pa, da bi šlo za neko komunikacijo, neko res močno strateško komunikacijo z njihove strani, ne. Tako da mi se tudi v bistvu na nek način, jaz vidim problem v tem, da se mi ne zavedamo, kje točno so trenutno težave, kje so priložnosti v podjetjih, ker v bistvu informacije tudi do nas ne pridajo.
Aljoša Domjan, tole, kar je dr. Zupanič rekel. Vi ste inženir in se ukvarjate, mislim, z IT tehnologijo, ne. Vi konstantno pišete in ponavljate, ne, da ni pri nas tudi ustreznih kadrov, ki bi recimo v realnem sektorju na nek način povezala to polje znanosti, gospodarstva. Kako vi to ocenjujete? Prvo bi debato preusmeril iz Slovenije na Evropsko unijo, ker Slovenija je premajhna za reševanje težave, ki je skupna pravzaprav celotnemu evropskemu prostoru. Prej je bilo sta bili omenjeni in Kitajska in ZDA, ki pač sta vodilni pravzaprav na, kot sem razumel, 64 glavnih področjih. Zanimivo je, da z marsikaterim problemom, s katerim so se recimo Kitajci v zadnjem desetletju soočili, so ti problemi preplavili tudi naše medije, glej, kakšne težave imajo in tako dalje. Ampak oni so jih rešili. Meni je zanimivo, da imamo na eni strani Kitajsko, ki vemo, kako je organizirana, je čisto nasprotje življenja, kakršnega živimo mi ali pa Združene države Amerike. Vse se pravzaprav odloča na vrhu in to za več kot milijardo ljudi odloča ozek vrh, ki pa je očitno se pripravljen pustiti podučiti ljudem, ki nekaj znajo, ne, torej njihovim znanstvenikom in ne samo njim, spremljajo budno tudi, kaj se dogaja na drugem koncu sveta, se pravi v Ameriki, kjer je praviloma iniciativa z nekim manjšim denarjem, zdaj manjšim je seveda relativna številka za strani ameriške vlade, da se v nekaj gre, ampak zelo hitro potem pride zasebni kapital. Oprostite, samo to me zanima, kar ste rekli, a ne, da zgleda, da recimo v teh okoljih bolj zaupajo, recimo bodisi vlade, znanstvenikom. Ne gre samo za zaupanje. Gre za to, ne, zdaj, če nadaljujem, obe državi sta takoj, ko sta videli, kam razvoj nekako gre, sta takoj odprli velike projekte, velika naročila, ali ze strani države ali zasebnega sektorja. Mi v naslednjih letih želimo zgraditi to in to. In ko to pride, potem pridejo šele zasebna podjetja, zasebni investitorji in kar naenkrat vse to zalavfaš in seveda vsi ti rabijo vrhunsko tehnologijo, zadnjo znanje, tisto, kar je naj v nekem trenutku, ker moraš postaviti izredno visoke cilje, da pravzaprav podjetja ne morejo teh realizirati, ne da bi angažirala znanje, največje možno znanje. No, Evropa, recimo, zdaj, če tako rečem, to niti ne štarta. Govorimo recimo o ekologiji, pa ekologija, se pogovarjamo o čistem zraku, pogovarjamo se o vremenu, pogovarjamo se o čisti vodi. Mi nimamo nekih ogromnih investicij v infrastrukturo, s katero bi te težave reševali. Mi samo birokratsko sprejemamo neke usmeritve, kaj bi se moralo zagotavljati. Ni pa velikih projektov, da bi recimo to rekli. Zdaj, če rečem, v računalništvu mi vemo, kdo rabi najmočnejše računalnike ta trenutek na svetu. Ja, obveščevalne službe, vojska, ampak tudi vremenska napoved jo rabiš za to. Vremenska napoved pa vpliva tudi recimo tako na čisto vodo, kot tudi recimo na energetiko, na ceno električne energije. Tako da kar naenkrat prideš na tem, da za vsemi temi našimi cilji, ki jih sicer so krasni, enostavno nimamo projektov. In ker nimamo projektov, pravzaprav samo dajemo, ne vem, neko smernico drugim, ki to izkoristijo. In zdaj vidimo že, da sta to sposobni izkoristiti Združene države Amerike za svojim načinom in pristopom nekega političnega in zasebnega kapitala in čist, bi rekel, državni kapital na Kitajskem. Enostavno je tekma.
V znanosti je enako tekma, kot je, ne vem, v športu, v košarki, svetovno prvenstvo je odprto, ve se, kje so panoge, ve se, kje moraš vlagati, in če hočeš biti na vrhu, moraš najprej trenirati pri sebi doma, no, če tako rečem. In Evropa pravzaprav nima nobenih velikih projektov. V Švici imamo recimo CERN, lahko bi bili prvi v vesoljski tehnologiji. Na koncu CERN odkriva meje človeštva, ne? In kje delamo biznis iz tega? Ne vem, ne? Mislim, evropska politika se obnaša tako, kot rečejo znanstvenikov, ne, kot bi rečeno, vi morate odkriti to, ne, še datum pa uro ne povejo, do kdaj rabijo, ne. In isto rečejo potem podjetnikom, vi morate razviti te in te produkte. Ja, zakaj? Ker jih mi rabimo. Mislim, slovenska politika se obnaša, mislim, ne slovenska, evropska politika se pravzaprav obnaša tako kot mali otrok v trgovini, ko cuka mamo, da hoče ta cukrček, ne. In nič ne naredi, razen da se začne jokati, zakaj tega nima. Velika sprememba je potrebna od vrha dol, ne. Vrh je pravzaprav v Bruslju, tam se začne ogromno sprememb, da tudi angažiraš biznis, ki bi potem bil dejansko pripravljen delati z znanstveniki na velikih projektih, ne na teh majhnih rešitvah, kakor se vsi skupaj obnašamo. To ni samo slovenski problem, ta problem je danes tudi v Nemčiji, Franciji in Italiji. Zato, ker enostavno te države nimajo velikih projektov. Ne na področju energetike, ne na področju čiste vode, ne na področju vremena, kjer recimo, da še lahko konkuriramo svetu. Zanimive iztočnice, ampak prej bi pa še prosila doktorico Benčina, ne. Vi vodite zdaj en res tak velik evropski projekt, ker je povezan z medicino, ne, ki je pa nastal seveda na osnovi enega primera, tega dečka Urbana. Kako ste prišli do tega? In iščete zdaj zdravilo, ki bo za recimo take posebne bolezni, ne? Ja, ta projekt, ne, je pravzaprav začel z jasno potrebo, ravno to, kar zdaj pravzaprav mi tukaj diskutiramo, a ne. Mi smo prepoznali, da če želimo biotehnologijo, posebej tako zahtevno področje, ki je translacije od inovacij do klinike, res pripeljati do klinike, rabimo pravzaprav infrastrukturo. Namreč lahko mi še tako na glas kričimo, država ne da nič, a ne, treba je pravzaprav ustvariti eno infrastrukturo, tle je prišlo pač iz naše strani pobuda, da to rabimo, in hvala Bogu, a ne, je Evropa to prepoznala kot eno tako ciljno tehnologijo, ki jo bi pravzaprav mogli že zdavnaj začeti razvijati, namreč mi smo vsaj 10 let za zahodno Evropo na tem področju, a ne, in je pravzaprav ta projekt pripeljal do izjemno dobrega sodelovanja z gospo Špelo Mirošević, ki pač vodi ta projekt Urbanogena, priprave zdravila za redko bolezen. In preko tega projekta smo pravzaprav spoznali, kako težka in zapletena je tovrstna translacija. Namreč mi lahko rečemo, ja, bomo šli pa v neko proizvodno nečesa, ne, in mogoče kakšne tehnologije to mogoče je malo lažje, ne, področje biotehnologije je daleč od tega, ker zahteva sredstva, ne, in je iz tega vidika smo ugotovili, da slovensko podjetniško okolje pravzaprav ima kar nekaj lukenj. Ena je ustrezna izobrazba podjetništva, a ne, mi lahko, ekonomisti obvladujejo to stvar, ampak če pa hočeš biotehnologa spremeniti v podjetnika, pa kar naenkrat ugotoviš, da nimajo niti osnovnih pojmov, kaj pomeni intelektualna lastnina, kaj šele, da bi potem šel na trg pa dobivati sredstva, da bo svojo firmo pomaknil na višji nivo, ne. In ta druga stvar, ki je pravzaprav kritična, je ta infrastruktura, ki pravzaprav omogoča preskok iz osnovnih inovacij na gospodarsko platformo, kjer govorimo o težjih oziroma za infrastrukturno zahtevnih projektih, a ne. In to smo se pravzaprav iz tega projekta učili oziroma se še vedno učimo, a ne. Namreč ugotavljamo, da nam pravzaprav tega znanja manjka. Jaz ne trdim, da v Sloveniji znanje je, a ne, ampak pol se pa srečamo s to ključnim problemom, da se pravzaprav med sabo sicer veliko pogovarjamo, se pa pravzaprav ne slišimo. Ne, mi govorimo, poslušamo se pa pravzaprav ne.
To je zanimivo, ne? Poglejte, profesor Damjan, vi ste akademik, ne? In imate množico študentov, ste jih izobrazili in jih še boste. Kaj jim predavate tole, kar je in gospod Domjan in doktorica Benčinova rekla? Ne znajdejo se. Recimo, ko je treba v podjetništvo iti. Mislim, A to seveda ni vaše področje, bom rekla, ali pa nekako je treba premisliti o tem, kakšen kader prihaja na trg. To, kar ste povedali, je sicer zelo pomembno, ne? Jaz se konkretno ne ukvarjam s tem, to niso moji predmeti, oziroma to ni področje, s katerim se jaz ukvarjam, čeprav imam neke afinitete do tega. Ampak pri nas na ekonomski fakulteti imamo zadnjih 30 let programe podjetništva, se pravi, pri nas razvijamo študente v tej smeri. Poslovna smer je na naši fakulteti najmočnejša smer. V bistvu ekonomistov nas je samo še nekaj. Letni vpis na ekonomijo je 20 študentov, 650 pa na poslovne smeri. To je zdaj razlika. Ekonomisti smo izumrli. Ampak znotraj poslovnega programa imamo mi 11 različnih programov in podjetništvo je izjemno močno, tako da v bistvu naši študenti, ko končajo študije, so usposobljeni s tem, da znajo recimo pripraviti poslovni načrt. Tako da to ni noben problem. Problem je seveda, da moraš ti recimo te študente, ko pridejo v neko okolje, jih moraš znati uporabiti. Pravi, morajo biti ideje na ravni podjetij. Pri nas je pa, problem je na obeh straneh. Na eni strani je naša gospodarska struktura je v bistvu dosti tradicionalna, stara gospodarska struktura, to je tisto, kar smo mi v bistvu podedovali še iz prejšnje Jugoslavije, in če gledate recimo gospodarsko strukturo iz leta 1991 do danes, se ni bistveno spremenila. Naš problem je, da smo mi pač se zdaj še malce bolj specializirali to, da smo dobavitelji komponent, torej mestnih proizvodov za tujo industrijo. In če pogledate strukturo izvoza, 67%, torej 2/3 izvoza so komponente za druge. Mi smo dobri v tem, da znamo poceni narediti neko komponento in potem, ker smo recimo bili tako dobri, smo prišli v dobaviteljsko verigo od BMW-ja ali pa kakšnih drugih podjetij in to znamo narediti. Seveda tega proizvoda ne znamo, oziroma te komponente ne moreš prodati nobenemu drugemu. Se pravi, to so vmesni proizvodi, pa še samo določen tip avtomobila ali pa določen tip nekega drugega stroja in tukaj nas potem stiskajo za cente. Se pravi, tukaj ne gre tudi za neke velike prihodke ali pa dobičke, ker pač smo se sami specializirali tukaj. Končnih izdelkov znamo mi zelo malo prodati. Veste, to so samo nekaj zdravil, ki jih prodajamo še to, predvsem v vzhodno Evropo, v Rusijo. Potem pa imamo recimo Gorenje. Veliko drugih končnih izdelkov mi nimamo v tej državi, ker pač ni fokusa na tem. Tudi to bi zahtevalo, seveda, od podjetnikov, da se začnejo obnašati kot tisti, recimo, inovatorji, ne inovatorji, ampak tisti, ki prebojni inovatorji. Se pravi, da začnejo iskati ideje in jih potem seveda tudi poskušajo prodati na trgu. Problem pač tega v Sloveniji ni, tega mindseta ni v Sloveniji, že v osnovi. Potem ni podpore, recimo na ravni države, na ravni poslovnega okolja, ki bi to spodbujalo, ker tudi ni kapitala, kapitalski trg ni razvit v tej smeri, ki bi omogočil financiranje tega. Na ravni države je seveda neko zavedanje, da bi to smer moralo iti je, ampak se nič ne zgodi. Recimo, jaz sem v zadnjih 3 letih pomagal, oziroma poskušal pomagati Ministrstvu za gospodarstvo, da ustanovi tehnološki sklad. Torej sklad, ki bi iskal takšne razvojne oziroma prebojne ideje v Sloveniji, ki so v slovenski znanosti in da bi jih v začetku, da bi država stopila noter s kapitalskim deležem. Pripravili smo zakon je v parlamentu že več kot 1 leto, nikamor se ne premakne, nihče nima nekako želje, da bi to razvijal naprej, ampak to je tisto, kar bi bil nek začetek. Estonijo, če pogledamo, se meni Estonija tak fenomenalen primer, ker jo spremljam pač že od tam 90-ih let, ko sem bil prvič tam na eni konferenci. Estonija se je odločila leta 1992 za digitalizacijo in jaz sem tam zdaj spisek projektov oziroma ukrepov, ki jih je sprejela njihova vlada od leta 1994 naprej, ko so prvič rekli, da morajo recimo izboljšati računalniško infrastrukturo. Se pravi, to pomeni pa v vseh osnovnih in srednjih šolah računalnike in pa seveda povezave, internetne povezave. In potem naprej, ko so šli prvi recimo v e-bančništvo, to je bilo leta 1998, M-parking je bil leta 2000, osebna izkaznica je bila leta 2002.
Sloveniji je prišla osebna izkaznica šele leta 2022, 20 let kasneje. In oni so za tole osebno izkaznico lahko podpisovali dokumente. Mi smo rabili 15-20 let, da smo to, ampak da bi tako poenostavili, da bi vsem državljanom mogoče poenostavljeno plačevanje oziroma poenostavljeno e-identificiranje z osebno izkaznico, mi smo imeli 20 let za to. Potem recimo oni so se odločili, da bodo spodbujali ta tehnološki razvoj, torej komercializacijo, in da bodo naredili neke vrste svojo Silicijevo dolino. In so ustanovili, spravi že pred 15 leti so ustanovili državne sklade, ki vlagajo v to vrstne ideje. Skype je nastal recimo v Estoniji, blockchain tehnologija je nastala v Estoniji. To se je zadeva. In potem, ko so hoteli privabljati recimo tuje znanstvenike, oziroma tuje, ne znanstvenike, ampak recimo tehnološke podjetnike, in so uvedli že pred, to je bilo leta 2017, so uvedli program e-vize za tuje podjetnike. Spravi, da prideš tja, dobiš e-identiteto in lahko v Estoniji normalno posluješ. E-residency, vse te zadeve imajo oni urejene in v bistvu oni grejo v to smer. Zato so pa danes recimo v Evropi med najmočnejšimi na področju teh tehnoloških prebojev. Slovenija, zato se prej na začetku ali pa uvodoma povedal, Slovenija zamuja za 25 let za Estonijo, kaj šele za nekimi drugimi državami. Ker enostavno v bistvu ni vizije na strani države, podjetniška, ta gospodarska struktura je zastarela, se pravi, je izpred leta 91 in potem tukaj noter mi ne moremo upati, da se bo kaj pametnega zgodilo, ker enostavno ni interesa na nobeni strani. In mi se pa več čas govorimo o tem sodelovanju med znanostjo, univerzami, inštituti na eni strani in gospodarstvom, imamo neke celo programe za to, ampak kakšnega hudega, silnega interesa pa ni nikjer. Jaz bi rad videl res, da ima država jasno idejo, se pravi, ima jasne prioritete na tem področju, dajmo si izbrati 3 področja ali pa 5 področij. Tukaj so naše prioritete, tja bomo smerili naš denar, ker vemo, da bo tukaj lahko naredimo preboj in potem dajmo financirati znanstvenike tukaj in seveda dati kapital, ki bo potem te ideje, te inovacije, ki nastanejo v znanosti, potem sve tudi komercializiral. Vemo, da bo teh 100 idej, recimo, ali pa 1000 idej, mogoče bo se 2 uspeli, mogoče jih bo 5, mogoče 10, ampak pri teh 5, pri katerih bomo uspeli, bomo plačali za nazaj, tako kot se običajno dogaja pri teh financiranju startupov, pri eni izmed 100 idej, v bistvu uspeš, oziroma uspejo tile skladi, ampak pri tele se bo plačal za 3-krat, glede na sredstva, ki se do takrat vložili v vse ostale ideje noter. Tem je zgodba, samo pri nas, jaz enostavno to pogrešam, pa mislim, da za časa svojega življenja tudi ne bom doživel, da bi se ta zadeva spremenila v to smer. No, to je zanimivo. Sploh ni več v prvem planu denar, če tako pogledamo na svet. Mi smo na tekmi ustvarjanja novega in potem pride šele denar. Mi smo iz te zgodbe padli, da mislimo, da se kar da nekako tako narediti. Ja, imamo podjetnike, imamo ljudi, imamo cel kup ljudi, tudi Slovenija ustvarja nove ljudi, tudi skozi ta šolski sistem grejo in se naučijo podjetništva, eni so tudi znanstveniki, se naučijo. Problem je, da hodijo ven, pa ne samo iz Slovenije, hodijo iz cele Evropske unije danes ven, izven EU-ja delati. Zato, ker drugje v svetu poteka dejansko tekma, kako narediti nekaj boljše, lepše, prijaznejše, prijetnejše in mi smo na to pozabili. In potem se sprašujemo o samo denarju. Bomo dali, če bo denar. Mislim, politika naša začenja razmišljati, bomo dali, če bo prišel toliko in toliko več nazaj. Mislim, se ni cilj vlade, da sama slušne. Služiti morajo podjetniki, denar morajo dobiti znanstveniki, kreativni ljudje, zato da ustvarjajo brez nekih rizikov in brez vsega. Brez tega nič ni, tukaj se pa gre samo za to, da bo potem davek na dobiček prišel, pa DDV, da bo prišel, pa da bodo državni uradniki imeli. Denar v nobeni od teh držav ni prioriteta. Prioriteta je fajt za trg, za novosti, za preboje. Mi enostavno ta miselnost se je pri nas izgubila. No, zdaj ste obrnili zgodbo, mislim, in dogaja se potem tako, kot je doktor Zupanič rekel, slučajno zveš za nekaj. Znanstvenik slučajno zve za nekaj, da recimo vi, ki ste pač z tega biotehnološkega področja, vleku, da nekaj se dogaja, kjer bi vi lahko participirali,
Ja, mislim, mi imamo povezave kar v redu, ne? In to smo tudi zelo zadovoljni s tem, kako se pač s farmacijo v splošnem sodeluje, pa tudi z raznimi drugimi podjetji. Ampak ja, ni nekega okolja, ne, kjer bi pač to znanje, kjer bi te informacije dejansko prosto tekle, ne. In mislim, da pač je res to, da na koncu, mislim, mi trenutno glede na to, kako je močna naša, recimo, farmacevtska industrija, ne, in tukaj so bili neki, ne vem, če se bojo vsi strinjali, ampak so bile neke res pomembne investicije narejene v zadnje čase, to verjetno je ena izmed teh priložnosti, ne, da bi se še več vlagali in bi pač tukaj naredili potem še več, ne. Ja, tako da predvsem pa tisto, kar si mi želimo, je boljši flow informacij in predvsem tudi več zaupanja, več strateškega zaupanja med različnimi deležniki. No, še jaz malo dodam tole repliko, ne, tukaj pravzaprav kaj smo mi opazili osebno kot dober pristop je pravzaprav ciljno grajenje oziroma ustvarjanje ekosistema. Mi smo se, ko smo dobili ta projekt teaminga za CTGCT center, smo ugotovili, da sami pač znanstveniki imamo eno to veliko slabost, da hočemo imeti vse mašinerije v svoji spalnici, kar je nemogoče, ker pač nismo tako bogati, da sami celotnega projekta v taki obliki, kakor smo zastavili, ne bomo mogli speljati. In smo rekli, nič, se pravi, v tem primeru rabimo pomoč celotnega ekosistema in tle predvsem ekosistema klinikov in pa podjetnikov. In pravzaprav so se nam podjetniki, ki smo začeli ta ekosistem ustvarjati, to so v glavnem male in srednje velike firme, izjemno dobro odzvale. In je to tak, bom rekla, en tak optimističen push naprej, da bomo pravzaprav preko tega ekosistema verjetno bistveno lažje in bistveno boljše delovali in hkrati bomo imeli pravzaprav vsi od tega korist. Ja, podjetniki bodo na podlagi naših primerov lahko razvijali neke rešitve, ki bodo jih potem lahko pač upam, da uspešno tržili tudi v svetovno okolje, ker konec koncev Slovenija je premajhna za te stvari, in hkrati bomo mi določene produkte dobili v, bom rekla, cenovno ugodnejši obliki, ker pač z njimi sodelujemo. In ta izgradnja ekosistema okoli neke določene ciljne problematike, ki jo vsaj iz našega vidika vidim kot izjemno ključno. Je seveda ta ekosistem veliko širši, ker rabimo zraven tudi regulatorje in klinike, ker pač smo šli v tako smer, da to dvoje rabimo, ampak da si pomagamo, izgradnja ekosistema pravzaprav vsaj iz našega vidika izjemno pomembna. Ja, doktor Klepec, koliko časa pa recimo rabi neka družba, da spremeni to formo mentis, to, kar ste zdajle govorili, na nek način, ker recimo tudi v tem kontekstu, pred nedavnim sem jaz prebrala enega angleškega ekonomista, ki je raziskoval sposobnost vodenja recimo pri nas za slovenske une. On je ugotovil, da srednja in mala podjetja, zlasti tu smo Slovenci sposobni voditi, takoj, ko je podjetje večje, ta pa odpovemo, ne. Veste, ampak ne gre zdaj to samo za sklicovanje na majhnost in take reči, ne? Jaz mogoče bom šel to, kar nočete. Jaz bom večkrat samo ene par refleksij z mojega vidika. Jaz kot humanist ali pa filozof na nek način, ko opozarjam na temeljne projekte, pravzaprav zdaj ugotavljam, da je problem v tem, ker celotno znanost, ti, ki imajo opravka z njo, silijo v isti kalup. In s tem, ko silijo v isti kalup, na nek način operejo sami sebe za odgovornost, da v bistvu teh strateških infrastrukturnih rešitvah, o katerih je govoril dr. Damjan, enostavno nimamo. Zdaj, zakaj je to tako, je eno veliko vprašanje, mogoče je to tudi pač povezano s tem, da mi v zadnjih 30 letih bijemo neke bitke, ki so bolj povezane s preteklostjo ali pa neke delitve imamo na nek način in zato nismo zmožni niti enega poštenega skupnega dogovora, kaj bi mi, recimo, kad je primerljiva država, kot je Estonija, hotel narediti. Zato tukaj neke vizije manjkajo. Paradoks je, da pravzaprav zaradi
ajmo reči temu, mednarodne delitve dela ali pa tega nismo majhni. Mi enostavno ne moramo biti močni, ker smo pač majhni, nismo toliko in bi morali tukaj nekaj enostavno najti variante, kako bi. Ko reče dr. Damjan, dajmo se odločiti za te 3. Jaz se tudi strinjam, dajmo se odločiti za ene 3 področja, kjer bomo, potem pa, kakor jaz poznam te znanstvene politike pa tako naprej, pa vedno pride do izigravanja ali pa do tekmovanja. Kdo bo zdaj koga? Spomnite se centrov odličnosti. Centri odličnosti so bili super ideja, ki se je pa potem sprevrgla v to, kdo bo zdaj čim prej prišel po nekem obvodu, mimo rednih pravil igre do dodatnega denarja. Nekaj podobnega so bili tudi zdaj ti projekti, ki so bili na Arisu, poleg teh regularnih 3-letnih projektov bojo oni zdaj še 10 velikih dajala, kjer bojo pač, to so pač ti poskusi, kako bi se te stvari naredila. Ampak da bi pa imeli nek strateški premislek v obliki infrastrukture, ki pa je lahko da samo država, nek sklad, kot ste ga omenili, ali pa tako naprej. Tega pa žal enostavno nismo zmožni. Zdaj, zakaj je to tako lahko na dolgo in široko? Po moje je precej povezan tudi, žali Bog, s to našo razdeljenostjo, kakorkoli že razumete, ampak po drugi strani se moramo pa tudi zavedati, mogoče se s tem ne boste strinjali, ampak enostavno, da živimo v času enega kapitalizma, ki vidi zelo kratkoročno zadeve. Ta sistem, v katerem živimo, hoče imeti hitre in kratkoročne donose. Je skregan s to daljnoročno logiko. In jaz celo mislim, da to, kar se je Evropa odločila za ta zelen prehod, je tako zelo narobe in zgrešeno in na številnih področjih zelo od, blodenja, kako bojo pa zdaj kar električni avtomobili vse skupaj rešili, do zelenega vodika, do ne vem česa. Mislim, to je tam, kjer bi lahko imeli vizijo in kjer imamo vizijo, je pa ta žal napačna, se bojim. To je zdaj ta problem. Tako da, dejstvo pa je, da enostavno, če se vrnem k izhodišču, prvo, kar bi morali opustiti to, da z istimi vatli merimo različna področja znanosti. Kako do tega priti, ne vem. Drugo, kar bi pa morali z moč enostavno skočiti v prazno, si reči, ok, zdaj bomo pa tukaj investirali v ta 3 področja ali pa 5, in to bo to, brez teh pregovornih slovenskih fuši in tako naprej. Seveda pa vse to ni mogoče brez tega, da bi država sama na nek način ponudila eno infrastrukturno oporo v obliki teh skladov, o katerih je dr. Damjan govoril. Brez tega se sploh ne znam predstavljati, kako je bilo. Ker znanstvenik je znanstvenik. Znanstvenik pač mora svoje delati, ne to, da zdaj išče, kdo bo pa njegove inovacije plasiral tja, pa kdo koga pozna, pa tako naprej. To je čist zgrešeno. Jaz bi samo citirala tu še Žižka, kako je on zapopadel, recimo, in videl tako sceno, o kateri ste bolj ali manj govorili. On pravi, da Slovenci nekako nismo uspeli kognitivno mapirati družbenih razmer, zato se je javni diskurs izjalovil v impotentno moraliziranje. Ok. Ja, kaj? Ja, vizije so v bistvu lahko različno daleč lahko segajo. Ampak mi ponavadi naredimo iz vizije in naredimo ali tako zelo visoko leteče, da so praktično nedosegljive, ali pa enostavno samo zato, da imamo neko to vizijo, kaj vse skupaj bomo naredili. Se bojim, da tukaj je ta problem. Te stvari, o katerih pa danes večinoma govorimo, so pa stvar, ki bi bilo treba čim prej na nek način, čeprav je dr. Damjan zelo skeptičen, pa rekel, da tega ne bo doživel v svojem življenju. Ampak če hočemo v tem svetu na nek način preživeti, bi morali zdaj enostavno, že zdavnej, ampak bi morali te stvari imeti. Če neka Estonija lahko, zakaj mi ne bi mogli? Kaj se po Gaussu imamo enako število pametnih ljudi kot recimo Estonci. Se pravi,
Kaj? Ja, samo moram se odločiti, ne? Kaj hočemo. To je to. Super je, da financiramo vse, ampak moram reči, zdaj pa je prioriteta naša, recimo, biotehnologija. Biotehnologija je res tehnologija prihodnosti, biozdravila in tako naprej. In tukaj, recimo, lahko vam povem samo informacijo, da eden izmed največjih skladov na svetu, Templeton, ima v Milano predstavništvo enega iz svojih podskladov, kjer 500 milijonov evrov namenja za rešitve na področju biotehnologije, biozdravil in iščejo najboljše ideje. In direktor tega sklada je pa Slovenec. In on išče tudi po Sloveniji te rešitve in njihov pristop je pa takšen. Oni pridejo do neke raziskovalne skupine ali pa nekdo, ki se jim javi, kakšna raziskovalna skupina, in reče, mi vam damo denar, vi samo razvijte zadevo, vaša edina obveza je, da takrat, ko boste iskali pa pravi denar za komercializacijo, pridete k nam. Se pravi, imamo to ekskluzivno pravico, da bomo mi tisti prvi, ki bomo lahko financirali to zadevo. In Slovenija bi se lahko odločila, pač to je naša prednost in bi Slovenija pomagala, se pravi slovenska država z enim tehnološkim skladom, pomagala pri razvoju tega in potem bi seveda tudi lahko participirala na donosu. Iz tega donosa bi pa financirala spet nove ideje. Torej, to je ta naša ideja tehnološkega sklada, ki smo ga razvili na Ministrstvu za gospodarstvo. Ampak kot vidim, se ideja enostavno znotraj vlade, te vlade noče razviti, tako da treba še malo počakati. Tukaj neki pripomb, drugače, kot jaz vem, neki tega, bom rekla, začetnega kapitala se daje, to je ta sklad Vesna, je pa, mi smo na sklad Vesna pravzaprav naslovili vprašanje, kaj pa pravzaprav biotehnologija, ki je vezana na klinična testiranja. In so čisto preprosto povedali, da toliko veliko denarja nimajo. Namreč mi vemo za naš razvoj, recimo, da pozabimo na tisti prvi del, ki je vezan na raziskave, dokler ti ne prideš do neke lead komponente, ki jo spraviš čez predkliniko in jo spraviš kaj v TRL 3-4, do tam pač jaz mislim, da je to prav, da ARIS pokriva, ker je to zgolj strogo znanstveno raziskovalno delo, ampak od TRL 3-4 pa praktično nimamo enega financerja v Sloveniji, ki bi uspešno pokrival biotehnološke preboje, ker ni zadosti denarja. Nam 40 000 evrov nič ne pomeni. Mi vemo, da je recimo Špela Mirošević za Urbanogen, to je ona sama našla ta denar, noter vložila praktično že 4 milijone. 4 milijone in to ni raziskovalni del, je praktično ta naslednja faza, torej 4 plus, in Slovenija nima zadostnega kupčka denarja, da bi pravzaprav te stvari financirala v biotehnologiji. Čim pa gremo trkati na vrata zunaj, nas pa pravzaprav jemljajo predvsej neresno iz čisto preprostega razloga, ker nimamo tega ekosistema razvitega, ki je vezan v bistvu na podjetništvo in nas jemljajo zelo neresne outsiderje, mi se pa pravzaprav tudi praktično ne znajdemo v unmu svetu, ker pač nimamo te prakse zgodovinske. Tako da ta sit kapital za določene podjetja je zadosten prek Vesne, za biotehnološke preboje pa tudi slučajno. Aljoša Dovek, kako pa vi to komentirate? Ja, izvolite. Samo če dopolnim ta del, kar je gospa Benčina povedala pred tem, to je naš glavni problem, to je problem pri večini držav, ta dolina smrti med TRL 4 in TRL 6, ta dolina smrti, kjer enostavno ti moraš razviti nek izdelek, preden ga lahko sploh prodaš oziroma začneš fazo komercializacije. Tukaj, in to je ta namen tega tehnološkega sklada, ki smo ga razvili na Ministrstvu za gospodarstvo, tukaj stopi država noter in teh nekaj projektov podpre recimo tam z najmanj 5 milijoni evrov, in jih pomaga razviti in potem se poiščejo dodatni partnerji, se pravi kapitalski partnerji, ki so pripravljeni to razvijati naprej. In tukaj se da narediti seveda to prebojno zgodbo v Sloveniji, ampak je treba seveda se tega resno lotiti pa nameniti to, ker recimo vsako leto po 100 milijonov in potem bomo pa nekaj razvili. Aljoša Dovek, kako vi komentirate recimo te stvari, ker jih je dr. Benčina povedala, recimo z podjetniškega sektorja, ki seveda zelo hitro naj bi napredoval, recimo vsaj, ker digitalizacijo zadeva. Se pravi, da je modern, hitro okreten, tudi pripravljen pomagati. Mislim,
tako, še enkrat bom rekel, Slovenija je premajhna za karkoli. To so tudi številke, ki so bile dane zdaj na mizo, 40.000 evrov, to ni omembe vredno, ne. Pa tudi 4 milijone ni pravzaprav nič denarja, če hočeš danes nekaj narediti. Imamo pa problem v Evropski uniji, sam imam s tem dovolj izkušenj, nimamo enotnega pogleda na to. Torej, tudi če bi bila ta ekipa v Nemčiji, potem bi imela velike težave z prehodom recimo v Francijo. Te evropske države so zelo zaprte vase in ko bi prišla ideja, recimo v Francijo, bi že najdli oni tam nekoga drugega, kateremu bi dali denar, da bi potem isto stvar razvijal. Tako da v Evropski uniji se ta trenutek razvija precej enakih stvari po različnih državah. V tej zgodbi seveda nihče ne dobi dovolj denarja, tukaj se pogovarjamo o ali je 40.000 evrov ali 4 milijone dovolj denarja, v Nemčiji se pa pogovarjajo, ali je 100 milijonov evrov dovolj denarja in ugotavljajo, da ni. Tako da potem ima Evropa ta trenutek problem, da tisti res najboljši grejo pa izven Evropske unije. Zato Slovenija tega problema ne more sama rešiti. Tudi če se pogovarjamo o tem nekem skladu, kaj bi mi investirali, bom še enkrat rekel, investirati zgolj zato, da boš nekomu dal denar, da bo potem prinesel denar, to nima smisla. Jaz sem za to, da se znanstvenike podpre, praktično je to, moraš razvijati, moraš imeti ljudi, ki so pripravljeni, ki imajo tisto svojo, ne vem, otroško veselje, željo ustvarjati, iskati nekaj novega, ki se ne da kontrolirati ali usmerjati. Ti moraš določeno število, določen del svoje populacije financirati, zato da te ideje nastajajo in da imaš enostavno dovolj znanja v državi. Tukaj definitivno vlagamo premalo denarja, preveč birokratiziramo in si pravzaprav že desetletja izmišljujemo te zgodbe, da bi morala biti povezava z biznisom, z unimi, s tretjimi, sinergijah in ne vem kaj. To je larifari, daj denar pa tih bod. To je moje sporočilo slovenski politiki. Drugače ne moraš imeti znanosti. Dobro, na nek Potem način to... naprej, če pa se začnemo pa o biznisu potem pogovarjati, moraš imeti pa problem. Če se hočemo, tisto, kar sem prej opozoril na to, kaj delajo Kitajci, pa kaj delajo Američani, najprej pogledajo na svoj trg. Se pravi, oni pri sebi zaznajo probleme, preboja, kaj bodo kot družba v naslednjih desetletjih potrebovali, zato da bodo ostali na vrhu. Slovenija o tem ne razmišlja. Mi ne razmišljamo o projektu, kaj želimo v Sloveniji. Ne vem, ali želimo imeti pokrito z avtocestami, ali z najhitrejšim internetom, ali želimo biti brez rakavih bolnikov, pravzaprav vseeno, ali hočemo imeti najčistejšo vodo na svetu. Mi nimamo nobene vizije, kaj hočemo v tej državi čez 10 let skupaj imeti. Če bi to imeli, potem bi lahko rekli, denar damo v to. In potem bi iz tega bazena znanstvenikov, ki smo jih že prej financirali, seveda lahko našli nekaj ljudi, pa še iz tujine bi kdo prišel, bi rekel, glej, v Sloveniji se pa tega zavedajo, jaz grem tja. Potem jih kar naenkrat zbereš na enem mestu in potem postaneš vodilni na nekem področju, kjer bi seveda je prostor tudi za Slovenijo. Ampak moraš imeti lastno potrebo. In mi nimamo te lastne potrebe, mi ne vemo, mi nimamo, ne vem, Kitajci gradijo danes mostove 160 km dolge, 160 km dolg most gre čez Slovenijo, saj to vemo. Torej, mi ga ne rabimo. Ne rabimo višine, ne rabimo cel kup stvari, ki ni, ne rabimo najhitrejšega interneta. Torej, smo pa, imamo, ne vem, gost, življenje, zagotovo so stvari, ki če pogledamo v te, kam svet gre naprej, ampak tukaj bi res šel mogoče malo naprej nazaj, je treba malo pogledati tudi umetnost, je treba tudi pogledati filozofijo, se pravi te stvari, kam se pravzaprav svet obrača, s katerimi problemi se soočamo.
In seveda se da najti prostor tudi za nas. Ne? Torej, v čem hočemo biti mi najboljši? Pač tega vprašanja. In tukaj, ko je gospod Damjan rekel, ne, zakaj tista stvar stoji na vladi. Zato, ker manjka odločitev. Ja, oni bi naredili razpis, pa tam dajte se vi javiti, pa da bomo najdli ideje. Ja, ni, idejo treba najti, preden greš v razpis. Ne moš reči, mi hočemo biti najboljši v temu. Ne. V tej državi enostavno manjka konsens, v čemu želimo biti najboljši. In potem se začne tekma za tisto doseči. Kako potem vzgojiti drugačen profil, drugačno formo, meniti se recimo politikov, da bi recimo funkcionirali na ta način, ko pravite, a ne? Ja, tukaj pa res rabimo 25 let. Ker najprej moraš vzgojiti vzgojiteljico, ki bo tega otroka dobila pri 4 letih v vrtec, da ga bo kdaj peljala tudi v muzej, pa na kakšno izložbo, pa tako dalje, ne samo tam 2 metra okrog njenega vrtca. Ne. Tako da tega pa tudi ne počnemo. Ne. Se pravi, že tam ne začnemo vzgajati ljudi, da je treba ustvarjati nekaj novega, lepega, najboljšega, da pravzaprav nismo na tem planetu samo zato, da živimo, pa to je to. Ne. In to se začne, zato pa smo 25 let odzadaj, ker smo začeli, ne, pred 25 leti smo govorili, da smo 10 let odzadaj. No, danes smo res, ko sem jaz zdaj omenil takrat, da smo 10 let odzadaj, vse, ki ja, ne mogoče, to nimamo časa. Ja, danes se res pogovarjamo 20-25 let odzadaj, zato ker gre svet izredno hitro naprej, mi se pa še vedno ukvarjamo z enimi problemi iz preteklosti, ki jih pretekle generacije niso rešile. In nove generacije, ki prihajajo na trg znanosti, dela, kakorkoli, ki postajajo aktivne, prihajajo z novimi problemi. One se niso rodile na ta svet zato, da bi reševali problem generacije iz leta 1945, ampak delijo probleme svojih vrstnikov okrog po svetu in hočejo biti v tekmi z njimi. In mi jim to ne omogočamo. Tega se moramo zavedati. Zato naslednjih 25 let ne moramo računati na preboj, ampak se moramo soočiti, da bodo ti otroci šli ven, ne vem, v arabski svet, ameriški svet, kamorkoli, kjer bodo lahko realizirali svoje ideje. Če bodo, ne? Ja. Kako komentirate recimo ta vidik, ta razmislek? Ja, da bomo mi pač enostavno sploh ni dileme. Sej, mi želimo, zdaj se pogovarjamo o nečem, kar bo čez 25 let, ne jutri. Ne? Torej, ja, prva stvar je treba začeti vlagati v znanstvenike, v izobraževanje, mentaliteto, da hočemo biti v nečem najboljši. Ne sam poprečni, pa sam da je malo standard, pa radi bi bili vsi bogati, pa ne vem kaj. Ne, bogat si, ko imaš, ne, ampak zato, da imaš, moraš nekaj narediti, moraš menjati, moraš imeti nekaj, kar boš menjal s preostalim delom sveta. Ne moraš biti samo uporabnik. Če hočeš, da te spoštujejo, da ti nekaj plačajo, moraš reči, wow, ti so pa dobri v tem in tem. Vse ostalo potem pride zraven. In vsaka sekunda, ko te odločitve ne sprejmemo, smo pozni. Ne 25 let. Vsaka sekunda, če danes tega ne začnemo, smo še ta današnji dan zamudili. In Slovenija zamuja dneve, dan za dnem. In mislim, da se bo kar nekaj zgodilo, pa tam tako rečem. Ne? Jaz tako, marsikateremu podjetniku, ko sem bil mentor, sem rekel tako, je super, ne? Imaš super ideje, vse je krasno, problem imaš pa s prvo stopnico. Kad ti poreče, ja, veste, manjka mi, ne vem, rabu bi neki, ne vem, en boljši računalnik. Ne? To je tista prva stopnička. Ne? Nam se na prvi stopnički se že spotaknem. Kje je šele une vizija naprej? Ampak prvo stopničko je treba danes hoditi. Reči, dajmo denar v znanost. Brezkompromisno. Dajmo denar, ne delajo. Kar bodo naredili bodo. Ja, znanstveniki bi bili s tem zadovoljni, a ne, profesor Damjan, kaj? Ja, se drugega ne moreš reči, se ne moreš naročiti rezultata znanstvenika. Ja, to ne, se strinjam s tem, moraš dati denar znanosti, ampak seveda moraš pa tudi prioritete določiti. Če Slovenija je biotehnologija, ker imamo pač dve, ali pa se eno farmacevtsko podjetje, ki se ima fokus na tem, dajmo te zadeve združiti. Tukaj imamo že neke prednosti,
In na ta način Ja, se pa treba... to rečemo naprej, ne, rečemo, imamo biotehnologijo, to je potem odločitev, ne, preko razpisa, rečemo, damo denar v to. In potem je denar za to, ni za drugo. Ne pa, da mi potem se konkurira na nekem javnem tečaju, tako kot je bilo prej rečeno, niso isti vatli za vse znanosti, ne. Se pravi, pol bo prišel en fizik, pa bo prišel uni, pa bo en nekaj imel, pa si bo začeli ogledati na to, kdo malo bolj šlubira, pa kjera stranka je, pa tako dalje. To potem vse skupaj propade. Odločitev mora biti zelo jasna, že na vrhu, in z njo mora v bistvu vlada uspeti ali pa past. Ker če bodo rekli, da pa ne vem, v kikiriki vlagajo, se bomo pa vsi začeli smejati, ne. Ne dajo ven in rečejo, Slovenija bo v naslednjih desetletjih podpirala to in to. Ja, doktor Županič, bi bili za to, ne? Ker ste bil tehnolog. Mi bi bili definitivno za to, da se biotehnologija... Da gre razvoj v tej smeri. Da gre razvoj v to smer, da se več pozornosti nameni temu, ne. Tudi bi bili za to, da bi imeli bolj proste roke, ne, do določene mere, ne, da bi se financirali znanost na boljši način in da bi se ljudem, predvsem mladim tukaj pri nas, recimo dali možnosti, da malo bolj sanjajo, ne, da grejo potem v kakšne malo bolj radikalne raziskave, ki pa bi mogoče imeli pač večje učinke, ne. Tega tukaj pri nas pač trenutno ni, ne, pač mi šljakamo. Dobivamo pač denar tam, ki je, tisti, ki so malo bolj ambiciozni, ne, tisti grejo večinoma ven, ne, tam so boljše možnosti, tudi za slovenske raziskovalce, pač če hočeš nekako imeti neko področje dobro pokrito, je pač potrebno precejšen del financ dobiti iz evropskih inštitucij. Tako da, ja, nočem pa reči seveda, ne, da kakšna druga tehnologija mogoče ni ta prava, ne. Torej, ni namen, da to... Sem pa zadovoljen, ker se o biotehnologiji lepo govori, to pa mi je všeč. Ja, profesor Damjan, kaj pa ekonomija? Ta je pa predvsem mora gledati, kako bo nekaj spravljal v denar, kot rečejo. Rečemo zdaj ekonomija, ampak veste, ekonomija je široko polje, to je veliko ved znotraj ekonomije, tako da eno je tale makroekonomija, s katero se jaz ukvarjam, imate pa različne mikroekonomije, to so zelo različne vede tukaj. Se pravi, kar se tiče ekonomije, se pravi, naša poslanstvo inštitucije, na kateri sem jaz zaposlen, je predvsem, da vzgajamo dobre ekonomiste, se pravi, tiste, ki bodo znali v praksi pomagati pri razvoju podjetij ali pa pri vodenju države, če smo makroekonomisti. Ampak da bi znali tako razmišljati, kot je nakazal inženir Domjan. Se znamo, vse to ni sploh problem. Jaz sem recimo leta 2004 z nekdanjim direktorjem inštituta Jožefa Štefana bil recimo na univerzi v Stanfordu, šli smo pogledati Design School in tako naprej in smo ga potem tudi na ekonomski fakulteti imeli. Se pravi, ker so v bistvu ideja Design Schoola je, da se študenti iz različnih ved srečujejo in potem razvijajo neko idejo, dobijo nek problem ali pa ga sami identificirajo in potem ga poskušajo rešiti na praktičen način in to je pri nas bilo, ampak potem se je pač profesor upokojil, profesor Vaščič in zadeva je zamrla, ampak to je ta način, spravi, da v bistvu kreativnega razmišljanja, ki išče rešitve. Ampak je to treba seveda negovati, treba je usmeriti denar v to smer in potem seveda lahko prijemo s skupnim sodelovanjem različnih profilov, lahko prijemo do rešitev, kar je ključno, ne? In potem iz tega lahko nastajajo dobra podjetja, kajti smisel tega Design Schoola na Stanfordu je bil prav v tem, ne? Da se v bistvu imaš potem spin-offe, ne? Na podlagi tega, spravi, da neke rešitev potem vodi tudi do komercializacije te ideje. Doktor Klepec, gledajte, pred nedavnim vi ste humanist, ne? Sem prebrala, da se recimo v ameriških šolah prihaja do tega, da pravijo, da so šole postale predvsem dobro plačane diplome, ne?
Po drugi strani pa se pritožujejo prav humanisti oziroma širše družboslovci tudi, da določena poglavja oziroma oddelki se preprosto ukinjajo, ker ni študentov, ki bi študirali to. To se menda dogaja že tudi v Evropi, ki ima pa seveda drugačno tradicijo, ne? Jelen ima neko humanistično tradicijo. Ja, to je kar tako triki vprašanje. Jaz bi se mogoče samo malo vrnil nazaj. No. Dejstvo je, da v bistvu s tem novim zakonom o raziskovalni dejavnosti je država se na nek način odločila, da bo dala več avtonomije raziskovalnim organizacijam. In pri nas recimo dobimo 10% denarja na ZRC, ne, ki ga potem sami znanstveniki razdelimo tja, kamor je bilo treba. In dosti smo pač le bilo veliko brainstorminga, kaj zdaj narediti, in smo prišli do ideje, da namesto po modelu projektov, kot jih ima recimo ARIS, bi mi raje dajali projektile. Se pravi, neke prebojne ideje, ki jih ni mogoče v te kalupe umestiti, se pravi, da je nek projekt in tako naprej. Ampak zdaj, tisto, kar smo naredili, je pa tudi simptomatično. Na nek način smo se poskušali zavrvati, a ne, ker tukaj, ker sam začneš talati denar, v bistvu vidiš, s čim se ARIS sooča na nek način in kako v bistvu pol to dati. Ne? Tukaj se kar marsičesa naučiš. Ampak tisto, kar smo naredili, je malo kompromisarsko, pa bom razložil, zakaj. Naš pogoj je bil, da v bistvu ti projektili morajo na nek način biti osnova za prijavo na evropske projekte. Ne? Se pravi, da bi uspeli še malo širše. In ta mantra, kako je treba uspeti v evropskem raziskovalnem prostoru, je na nek način tudi malo, tako malo je, kako bom temu rekel, je sama sebi izgovor. No, na nek način. Je v toliko, koliko tudi država na nek način ne ponuja infrastrukture, da bi res uspela. In potem, ko kakšen humanističen projekt uspe, je to na vseh koncih in krajih razglašen, kako pa naši humanisti so še zmeraj konkurenčni na evropskem področju. Ne? Mislim, temeljna ideja tukaj zadaj slovenske družbe kot take je, da Evropa na nek način ve, kaj hoče. A ne? In če pomislimo 30 let nazaj, je bil glavni in edini resnično uspešni projekt v Sloveniji je bil, kako se priključiti Evropske uniji. A ne? In po 15 letih smo se priključili Evropske uniji, zdaj 15 let kasneje pa ugotavljamo, da Evropska unija ne ve, kaj hoče. Da na nek način Evropska unija tako rekoč ne obstaja. Da se v bistvu države med seboj konkurirajo. O tem je govoril gospod Domjan. Se pravi, da v večjih državah isto stvar razvijajo in ljubosumno varujejo stvari drug pred drugim in tako naprej. Prav, tukaj bi morali že na tej ravni, ki pa zelo bazična raven, se odločiti, kaj hočemo in kako hočemo. Se pravi, a hočemo biti samo res dobri izvajalci nečesa, ali se zanašamo na to, da tudi sami nekaj vemo. In tukaj je to vprašanje, ki je profesor Damjan rekel, a hočemo biti Estonija, Slovenija. Ja, Estonija si je rekla, ok, hočemo biti del tega kluba, ampak mi mu imamo tudi kaj za ponuditi. Se pravi, mi toliko verjamemo sami vase. Slovenci pa zmeraj, ko govorimo o tujini ali pa tujcih, vedno gledamo nase skozi njihove oči. Kako nas oni vidijo? Ej, a smo face, a smo dobri, a smo kvalitetni, a smo odlični, a smo pridni, čisti, ne vem kaj. Tukaj bi mogli biti malo bolj poredni, če lahko tako rečem. Poredni v tem smislu, da bi malo sami vase zaupali. Se pravi, v tem smislu. Zdaj, kar se tiče pa te usode humanistike, je pa na nek način povezana s tem vprašanjem. Po moje gre za tisto, kar sem že sam prej izpostavil čisto na začetku, da se to kritično misel se na nek način se jo opušča. Kritično misel se opušča v tem smislu, pa tukaj obstajajo različni nivoji tega opuščanja. Ali gre za to, da v bistvu imaš že trigger warnings posod v razredih na zahodu, zdaj bom pa užalil tega, pa unga, pa tretjega, pa četrtega, pa tako naprej. Skratka, ta misel je zelo v nasprotju s razvijanjem kritične misli, s tem samodoživljanjem žrtve, vsi smo žrtve nečesa, pa izkoriščeni in tako naprej. Po drugi strani pa tudi kritična misel naposled pomeni, da se cel ta sistem postavi pod vprašaj. Kam to sploh vse skupaj pelje? In tukaj pa so kakšna neprijetna vprašanja zadaj. Kritična misel je radikalna misel in radikalna misel reče, radikalno je treba stvari spremeniti. In to najbrž včasih ni najbolj zaželjeno sporočilo, ki ga skuša kdo dobiti. In
tukaj je tudi problema, ne. Zdaj, nikoli se ne bomo vsem strinjali, ampak to je nekaj normalnega. Mislim, tukaj pričakovati, mi Slovenci, zlasti v politiki skozi govorimo, nikoli nismo enotni, nikoli se ničem ne strinjamo in potem imamo tisti srečni primer pač referenduma o osamosvojitvi kot edini pravi in tako naprej. Ne. To so čisto napačne osnove. Ne. Vedno predpostavljamo, da mora biti vse obči konsenz v vseh stvareh. Ja, pa to nikoli ne bo. To je nemogoče. Nemogoče je in tudi napačno je, ker se v bistvu že na ta način se dušijo različne ideje. Mislim, na nek način se moramo soočiti s tem, da protislovja obstajajo in da konflikti bodo obstajali, da bodo obstajala različna videnja. Pa kaj? In edino, kar potrebujemo, je mogoče par razsvetljenih upravljalcev ali pa politikov, ki bodo videli malo dlje v nekem določenem trenutku in sprejeli ene določene odločitve, upajoč, da gre za skupno dobro, ne zaradi nekih privatnih interesov. Pri nas je pa ponavadi glih obratno. Ne. Na koncu, ko zgleda, da imamo vizijo za vse, se na koncu izkaže, kako je pol že vse bilo preštudirano z nekih partikularnih interesov. Ne. Zdaj, samo še to, meni je bilo zelo všeč to, kar je gospod Domjan rekel, ne. Se strinjam z vsemi živimi poudarki, ampak po drugi strani se mi pa zdi, da včasih malo pozabljamo, da mi ene zadeve pa imamo dobro urejene, recimo vrtci. Ne. V vrtcih ni čisto tako, da se ne bi toliko z otroci ukvarjali. Ne. Mi imamo dosti kvalitetne vrtce, ne, v Sloveniji. Ne. Tudi naše šole niso tako zelo zanič. Ne. In tukaj pol pridemo do te debate, kaj pravzaprav hočemo in kaj pravzaprav družba potrebuje. Kjer pa na nek način vstopi tudi humanistika z vsemi temi drugačnimi parametri, kot so, kako uspeti na nekem trgu z eno dobro poslovno idejo ali pa z eno dobro poslovno inovacijo. Ne. Tam so pač druge stvari. Evo. Ja, še doktorica Bončina. Kako še vi komentirate, pa potem končamo? Jaz moram reči še eno stvar, mogoče za zaključek povzeti malo to, da mičkeno smo tudi sami raziskovalci tekom te zgodovine postali, bom rekla, zafrustrirani, ampak sami sebe pravzaprav omejujemo s tem, da nekaj ne moremo. Včasih je pač treba zelo preprosto skočiti in probati plavati. Ja, vemo, da bomo srečali vmes take in drugačne ovire, samo dokler tega pravzaprav zares ne probamo, ne vemo, kaj se nam bo zgodilo. Tako, kot smo mi za ta center pravzaprav skočili in plavali in zdaj se srečujemo s takimi in drugačnimi ovirami, za katere vem 100%, da se v razviti zahodni Evropi ne, ampak če bi že vnaprej rekli, da se to ne da, pol tega ne bi naredili. Mogoče je našim kolegom, raziskovalcem, pa tudi mogoče kakšnemu podjetniku, ki ne ve, kaj bi sem sabo treba reči, mogoče je pa treba vseeno mičkeno korajže pa bo ratalo. Bi bilo pa zagotovo super, da bi nam država pri tem plavanju pomagala.